Danes smo pravzaprav definirali 4. paket za spodbujanje gospodarstva. Je dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo magister Radovan Žerjav na vrhu slovenskega gospodarstva, na katerem je več kot 450 gospodarstvenikov, ministrov, poslancev ter predstavnikov drugih socialnih partnerjev in organizacij razpravljalo o možnostih za čim hitrejši izhod iz krize. Gospodarstveniki so na vrhu podprli poziv gospodarstva za uspešno Slovenijo, ki ga je predstavila Gospodarska zbornica Slovenije, ter ob tem predlagali tudi konkretne kratkoročne ukrepe. V razpravi o pripravi predpisov s področja odpadkov so člani strateškega sveta GZS za politiko varstva okolja in podnebne spremembe izpostavili uredbo o ravnanju s komunalnimi odpadki. Gospodarstvo seveda skrbi, kako bo opredeljeno v teh dokumentih ravnanje z odpadki, predvsem z vidika povečanja stroškov. Stalna arbitraža pri GZS je organizirala konferenco slovenske arbitraže na temo arbitraža poslovni model reševanja sporov. Dober arbitr mora biti odličen strokovnjak na svojem področju. Svoje poglede so več kot 160 udeležencem predstavili ugledni domači in tuji strokovnjaki. Ampak tudi v sporih med domačimi dvema slovenskima podjetjima ima arbitraža prednosti. Ob zaključku dogodka je bila predstavljena tudi prva številka specializirane strokovne revije Slovenska arbitražna praksa. GZS, Služba za varstvo okolja in britansko veleposlaništvo v Ljubljani sta organizirala konferenco o prehodu v nizkoogljično družbo v času krize, na kateri so razpravljali o priložnostih in novih bremenih, ki jih gospodarstvu nalagajo usmeritve k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Slovenija se usmerja v nizkoogljično družbo, kar so dokazali tudi primeri današnje konference, primeri dobre prakse. GZS, zbornica osrednje slovenske regije, je v podpisu pogodbe o ustanovitvi skupnega podjetja med Iskro zaščitami in Weidmüllerjem iz Nemčije pripravila pogovor s predstavniki obeh podjetij. Dogodka se je udeležil tudi magister Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve. Naj poudarim, da so te izdelke razviti na osnovi samo in izključno slovenskega znanja in da je tudi v teh izdelkih praktično skoraj 100% slovenskih podsestavov, slovenskih dobaviteljev. Letošnji že 28. slovenski knjižni sejem je v Cankarjevem domu slovesno odprl tržaški pisatelj Boris Pahor. Poudaril je: Na skulpturo se knjigo znamo potrditi svojo identiteto v svobodi in v demokraciji, tako za danes, kot tudi za jutrišnji dan. Na otvoritvi so bile podeljene tudi nagrade knjižnega sejma. Šventnerjevo nagrado za življenjsko delo je prejel publicist, urednik in prevajalec Iztok Ilih. GZS, Združenje za poslovanje z nepremičninami, je v Portorožu priredilo 23. posvet poslovanja z nepremičninami, na katerem so se v 2 dneh zvrstila številna predavanja in okrogle mize z aktualnimi temami. Da si želimo seveda aktivnejše vloge stečajnih upraviteljev, aktivnejše vloge bank na drugi strani, da bi seveda ta mrtev kapital v obliki nepremičnin čim prej aktivirali. Na slavnostni prireditvi je GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije, v sodelovanju s Centrom za varnejši internet SafeSea podelilo nagrade Netco 2012. Poleg nagrajencev v 7 kategorijah so spletnega Oskarja prijeli še podjetje Enki kot agencija leta in spletno mesto Najdi kot najboljša stran po izboru uporabnikov. Kvaliteta je ostala visoka, med njimi je en res lep uspeh slovenskega interneta. Sekcija Zitex pa je pripravila zanimivo predavanje o možnostih za slovenska IKT podjetja na turškem in ruskem trgu. Čez noč uspeha ne bo, da vsekakor je treba pričakovati, da se prvi posli večji sklenijo ne prej kot v enem letu. Center za mednarodno poslovanje GZS je pripravil prvo vseslovensko poslovno srečanje. Gre za nov koncept pomoči slovenskim podjetjem, ki iščejo domače kupce, proizvajalce, ponudnike storitev ali pa jih zanima skupni nastop na domačem ali tujih trgih. Pričakujemo kak uspešen razgovor, oziroma da se bojo ponudile priložnosti za poslovno sodelovanje. Na novembrskih poslovnih zajtrkih na GZS so se slovenski poslovneži tokrat lahko pobliže seznanili z možnostmi gospodarskega sodelovanja z Irakom, Brazilijo in Egiptom. Vsi naši projekti grejo prek mednarodnih bank,
ko se zavarujemo, da bomo dobili plačilo in tudi do zdaj nismo imeli večjih problemov, da bi tudi to realizirali. GZS, Center za mednarodno poslovanje, je pripravil tudi tradicionalno srečanje slovenskih in avstrijskih podjetij z področja kovinsko-predelovalne industrije s predstavitvijo poslovnega okolja in poslovnih priložnosti obeh držav. Srečanje se je udeležilo 23 slovenskih in 24 avstrijskih podjetij. Na podlagi razprave na 7. vrhu slovenskega gospodarstva in poziva gospodarstva za uspešno Slovenijo je Gospodarska zbornica Slovenije oblikovala agendo 46+, predlog prvih 46 ukrepov za izhod iz krize. In danes smo tudi ocenili dokončno učinke, gredo v več milijard in sproščajo tako bančni kot tudi investicijski krč v Sloveniji. O nujnih ukrepih za nov gospodarski zagon so z ministrom Radovanom Žerjavom razpravljali tudi člani upravnega odbora GZS. Dogovorjeno je bilo: vsaki petek ob 8. zjutraj se bodo sestale ekipe, torej ekipa gospodarske zbornice z mojo ekipo, kjer bomo poskušali zelo jasno definirati tisto, kar je potrebno storiti. Prvo srečanje strokovnih delovnih skupin je bilo 30. novembra na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mi pričakujemo, da bomo v naslednjih tednih že oblikovali prve čisto konkretne zakonodajne predloge. Predloge protikriznih ukrepov Gospodarska zbornica Slovenije zbira še naprej, zato vas vabimo, da nam posredujete svoje predloge ter obenem podprete tudi poziv gospodarstva za uspešno Slovenijo.